Čau, dobrodošli v 9. epizodi podcasta Seks v pisarni by Svet užitka. Malo pavzice smo imeli vmes, ker smo selili pisarne, tako da se opravičujem, ampak evo, zdaj smo nazaj, to je naš začasni studio in ker se še nekaj dogaja trenutno, se še nekaj gradi, bo mogoče kaj zvokov v ozadju, ampak mislim, da bomo to vseeno ok izpeljali. 9. epizoda je v bistvu, se mi zdelo pomembno, da govorimo o zmenkih in o idejah za vroče zmenke. Zdaj, vem, da je podobna epizoda že prišla ven in sicer to je epizoda 6, ko tvoj seks rabi CPR, zato se nekako te dve lahko prepletajo in če še nisi poslušal ali poslušala tiste, jih lahko nekako poslušaš naenkrat. Zdaj, res je, da sem tam omenjala načine, kako popestriti svoje razmerje, ampak danes tukaj se bom bolj osredotočala na zmenke, zakaj je dobro hoditi na zmenke, kaj je sploh definicija zmenkov in seveda tudi na to, da pač na zmenke ne rabijo hoditi samo v paru, ljudje, ki so v paru, ampak da lahko dejansko tudi samski ljudje ne da dejtajo oziroma hodijo na zmenke, ampak lahko na zmenek pošlješ kakorkoli že samega sebe. In zakaj je to v bistvu zdravo. Zdaj, enih idej iz epizode 6 enostavno nisem mogla spregledati in jih bom zelo na hitro omenila še enkrat, ampak ker ni poanta, da se ponavljam, sem si tukaj izmislila 17 načinov v bistvu, 17 idej za zmenke, dajmo tako reči. In kar sem hotela še povedati je to, da če googlate na internetu date ideas, se res najde milijon stvari in si res lahko zberete nekaj, kar vam najbolj leži, ampak še vedno jaz sem prebrala še nekaj člankov in podcastov sem poslušala od seksologov, pač priporočila seksologov, tako da bojo te zmenki danes mogoče malo bolj povezani z intimnostjo in seksom. Ok, dajmo začeti kar z vprašanjem, kaj sploh šteje kot zmenek. Zdaj, jaz vem, da v filmih je zmenek največkrat pokazan kot pač neka večerja, ob nekih svečkah, v neki dragi restauraciji. In v bistvu bi tukaj rada poudarila, da veliko seksologov pravi, da zmenek ni kaj delaš in da večerja definitivno ni edina definicija zmenka, ampak kako. In da je poanta zmenkov to, da si pač prisoten in da nekako delaš na tej povezanosti in na temu, da se posvetiš svojemu partnerju in je v tistem trenutku on tvoja prioriteta oziroma vajin odnos. Druga stvar, ki bi jo rada razčistila, je to, zakaj sploh v bistvu hoditi na zmenke. Zdaj, to je čisto enostavno. Nam se vedno zdi, da vsi odnosi, ki jih imamo, da so samoumevni in da so tukaj in da vedno bojo tukaj in da pač obstajajo. In zato jih včasih pozabimo negovati zares. Ampak resnica je, da pač te odnosi ne bojo vedno tukaj, če jih ne bomo negovali in če ne bomo na njih delali. In sem prepričana, da vsak, ki je bil povabljen na lep zmenek in ki je doživel lep zmenek in v katerem je dobil pozornost in mogoče neko zagotovilo, da nas imajo ljudje radi, da radi preživljajo z nami čas. In ko je dobil tistih par ur, ko smo mi prioriteta temu človeku, da se je vsak počutil zelo dobro in fantastično. Zdaj, rada bi še poudarila, da je veliko seksologov dejansko reklo, da zelo priporočajo zmenke tudi osebam oziroma vsem, ampak tudi njim, ki so že več časa v razmerju. Dejansko naj bi poročeni pari, ki so že dolgo časa v razmerju, hodili na zmenke enkrat na teden. To pa zato, ker se ljudje dejansko čez čas spreminjamo in je zelo pomembno, da ko se spreminjamo skupaj in se spoznavamo, se povezujemo, se družimo in se ne dejansko spreminjamo v neznanca. Zdaj, dejansko dosti zvez je nastalo tako iz nekega prijateljstva v bistvu, da smo bili najprej prijatelji in na to se ne sme pozabiti, še posebej pri daljših zvezah, ko so otroci, ko je 1001 obveznost, ko je milijon stvari, ne smemo pozabiti, da je naš partner primarno naš prijatelj in da si moramo vzeti čas, da ga spoznamo, poslušamo in tako dalje. Tako da, dolgoročna zveza naj bi dejansko enkrat na teden hodile na zmenke. Ok, zdaj, jaz bi rada kar začela s temi idejami in kot sem že rekla, če te zanima še karkoli, s čimer lahko začiniš svoje razmerje, poglej še epizodo 6. V redu. Tle bom še dodala, ker pač dosti stvari, ki jih jaz omenjam, mogoče, ko jih poslušate, pomislite, to pač ni nekaj, kar bi jaz naredil, ali pa to mi zveni tako že skoraj smešno, ali pa kliše, ali kakorkoli že. Jaz priporočam, da probata nekaj, kar boste mogoče tudi vzela kot neki kliše in smešno in pač se začela smejati in imela to kot en tak smešen, slab spomin. Zato, ker tudi smeh je dejansko en način, kako se s partnerjem povezujemo. Tako da tudi, če skupaj po domače rečeno fejlata, pač zgrešita totalno idejo, je tudi to, pač, da se boste skupaj temu nasmejala,
en del tega bližanja. In dejansko treba je res probavati, treba je najti načine, da vam bo zanimivo, zato ker zveze, kot sem že govorila v 6. epizodi, po nekem času postanejo, dajmo reči temu, monotone, ne tako zanimive. In če ne bomo probavali iti iz svoje cone udobja, dejansko ne bomo nikoli, se bomo vedno spraševali, kaj lahko naredim, da to začinim, če bomo ves čas v svoji coni udobja in če bomo ves čas delali iste stvari. Zato tudi, če nam zveni nekaj smešno ali pa nekaj kot nekaj, da ni naša stvar, ali pa nekaj tega nikoli še nisem probal, ali pa to me je strah vprašati, se mi zdi, da če si z iskreno komunikacijo, če si zaupata, se da probati vse in vas spodbujam k temu. Prva je, bom kar začela z dvema, ki sem jih omenjala že v 6. epizodi, ampak jih tam nisem tako na široko razložila, se mi pa zdijo super način oziroma neka super ideja za zmenek. In sicer prva je, igrajte družabne igre, seksi družabne igre seveda. Jaz sem to že tam omenila in sem rekla, da so seksi družabne igre dejansko odličen način, da v spalnico prineseš seks igračke, če nisi prepričana, kako partnerju povedati, da bi rad probal kaj novega. Ampak danes bi rada to malo bolj razložila. Torej, dejansko imamo navadne igralne karte, seks položaj, imamo veliko družabnih iger, ki ima notri kartice z vprašanji. In če recimo ob kozarcu vina odgovarjate na ta vprašanja iskreno, lahko ugotovite, da imate mogoče kakšno skupno fantazijo, ki jo lahko probate. Imamo rulete, imamo stvari, kjer dobiš notri pripomočke, to so družabne igre tease and please, pardon. Res, družabnih iger je ogromno, od takih, ki so totalno seksi in umazane včasih, do takih, ki so res nežne in vprašanja in ki samo dejansko probajo pogreti vzdušje. V naši spletni trgovini jih imamo v kategoriji ljubezenske igre in mislim, da si vsak par lahko najde eno igro, ki jim bo ustrezala. Dejansko bi rada povedala, da imamo tudi dve slovenske družabne igre in vem, da bi to moglo biti povedano v dvojini, dve slovenski družabne igri. In sicer Pleasure Hours in Pleasure Hours Kinky Edition. Tako da, če koga zanima nekaj, kar je naš produkt, imamo tudi to. Pa naj povem, da Svet užitka torej dela dejansko na tem, da se izda naša prav Svet užitka seksi družabna igra. V resnici bo šlo to za resnico ali kazen, oziroma Never Have I Ever. To bo bolj prav, za Never Have I Ever. Tudi naša družabna igra je že v nastajanju, tako da, če vas zanima, bo tudi nekaj, kar je totalno naše prišlo ven. Gremo na drugo idejo, ki sem jo tudi v epizodi 6 že omenila, ampak mi je bilo ful zanimivo, da ko sem delala raziskavo za to epizodo, sem ugotovila, da to res veliko seksologov priporoča. In jaz sem dala tej drugi ideji ime, ker imam jaz sladico na čez. To pomeni, da to delaš dobesedno, da v igranje vključiš hrano, ki hočeš, da jo partner poliže iz tebe. Zanimivo mi je, da je veliko seksologov predlagalo, da se to dejansko začne že na večerji, če sta kje zunaj in potem ti rečeš, da ne rabite sladice, ker jo imaš pripravljeno ti doma. Mogoče ni za vsakega ta ideja, ampak veliko seksologov jo priporoča, da zna biti zabavno. Na tej točki bi poudarila, da nič hrane ne vnašaj zraven nožnice, vagine, kakorkoli, ker to zna biti nevarno, kot sem že povedala, pri lubrikantih z okusom lahko sladkor malček uniči pH nožnice, kar pa seveda nočemo. Ampak to sem tudi že tam omenjala, že lubrikanti z okusom, barve za telo, kakorkoli že lahko zelo pričara nekaj, kar še nista probala, dajmo tako reči. Tretja ideja je zelo priporočena in sicer gre za kino na odprtem. Glede na to, da je ta epizoda prišla ven v poletnem času, je to odlična priložnost, da to naredita. To pa priporočajo zato, ker bo zagotovo vzbudilo spomine na neke najstniške dni, ko smo še hodili v kino, oziroma če pomisliš, koliko časa je minilo, odkar si se nazadnje ljubčkala v kinu. Tako da, to je lahko tako nostalgično, v avtu sta, lahko pa obiščete tudi navadno kinodvorano, ker verjetno je minilo že nekaj časa, odkar sta bila nazadnje. Četrta ideja je tudi zelo priporočena iz strani seksologov in sicer to je, da si ustvarite seksi kuharski tečaj. Skupno kuhanje veliko seksologov zelo priporoča, zato ker najprej skupaj sodelujete in morate komunicirati in morate skupaj razvijati ideje za hrano in na koncu po tem vsem lahko še uživate v hrani, ki ste jo skuhali. In veliko seksologov tudi pravi, da je dejansko že prostor, v kateri se večerja pripravlja, lahko zelo seksi, torej kuhinjski pult, jedilna miza, kakorkoli, imate lahko že podlago za prve
igrice, dajmo tako reči. Ok, peta ideja je večerja z dodatkom. Zdaj, ta se dejansko pridružuje drugi ideji in sicer gre za to, da se med večerjo, recimo, da sta nekje zunaj, ženska sezuje in začne z nogo dražiti pod mizo svojega partnerja oziroma partnerico. To smo videli v veliko filmih in dejansko je tudi v živo zelo vznemirljivo. K tej ideji se pridružuje tudi veliko idej iz epizode 6 in sicer vsi vibracijski jajčki, vibracijske hlačke, praktično vse stvari, ki jih lahko počneta zunaj v javnosti in za njih vesta samo vidva. To bo zagotovo adrenalinsko in vznemirljivo, zato ker če se ženska mora upirati užitkom, je to definitivno odličen občutek in za njo in za partnerja oziroma partnerico. Ok, šesta ideja je ena mojih najljubših in sicer naredita svoj koktejl. Skupaj gresta po sestavine, ugotovita, kateri koktejl bi rada probala, nekateri imajo seks že v svojem imenu in potem skupaj pač odkrivata, lahko naredite tudi čisto svoj koktejl in mislim, da po tem razvajanju sicer vam ne priporočam prekomernih količin alkohola, ampak mislim, da nam lahko kakšen koktejlček malo pomaga kakšno bremzico popustiti in si povedati mogoče stvari, ki si jih že dolgo nista v obdobju doma, recimo ne rabite ne vem kaj, tako da to koktejl mejkanje doma se mi zdi, da je nekaj najboljšega, kar lahko počnete. Sedma ideja mi je tudi nerealno všeč in sicer gre za kampiranje. Ok, kaj ste mislim? To je lahko kampiranje v avtodomu, lahko je glamping, lahko je kampiranje v šotoru. Ampak, če je spet problem za zmenke ta, da pač vsak nima časa enkrat na teden iti nekam kampirati, kar popolnoma razumem, dejansko vam zato ni treba iti daleč. Če imate vrt, si lahko šotor postavite zunaj in nekaj pojeste zunaj in opazujete zvezde in sta na odprtem, ker zakaj pa ne? To se mi zdi taka super ideja. Osma ideja je pojdite se kopati naga. Zdaj, ne glede na to, kje živite, sem prepričana, da je vsaj v neki normalni bližini zraven vas kakšno jezero, morje ali reka. Zdaj, kopanje nagi je vedno vznemirljivo in zabavno, zato vam priporočam, da je to lahko super ideja za zmenek. Deveta me je dejansko presenetila, ko sem delala to raziskavo, da je to tak velik fenomen. Ampak gre za to, da ji kupiš oziroma da si punca kupi seksi poletno oblekico in se podreta kar v njej. Zdaj, ko sem delala raziskavo, sem ugotovila, da je dejansko, po angleško bi bilo to sundress, veliko ljudi dejansko obsedenih s temi sundressi, zato ker so lahkotne, zelo lepo lahko izgledajo na telesu in istočasno dajajo priliko, da se v njih podreš na hitro in kjerkoli, ker se jih samo malo dvigne in se jih ne rabi slačiti. Tako da tam je bila zanimiv fenomen in se strinjam, da take obleke izgledajo fantastično in nisem niti pomislila, da so dejansko zelo praktične. 10. Skupna banja oziroma skupen tuš, skupna kopel. Zakaj? Lahko dejansko naredite to v kakšnih termah ali pa v udobju svojega doma. Pač nekaj je na tem, da vidiš svojega partnerja v kopalkah ali nag, mokrega in mislim, da to lahko obudi, popestri, karkoli že iščete, se mi zdi, da je to en tak čudovit razgled in ne vem, kdo se brani kakšne banje skupne s partnerjem. Doma ne rabite dosti stvari za to, lahko kupite buteljko vina, jo ohladite, se kopate, kupite bed bomb, torej tisto kroglico penečo, karkoli vama paše, lahko notri berete knjigo, lahko poslušate glasbo, kakorkoli že. 11. ideja je piknik. Zdaj, ta ideja izgleda precej enostavna, ampak ne vem, kdaj smo se nazadnje pač odpravili na piknik. In že to, da skupaj pripravljaš hrano, ki jo boš vzel s sabo, pakiraš recimo da košarico in odejico, je lahko odličen čas, da se malo podružiti, da se povezati in tudi, ko iščeš piknik plac, če recimo pelješ partnerja nekam, kamor ne ve, da bo, je lahko za njega to zelo vznemirljivo. Istočasno, če najdete tak plac, ki je malo bolj osamljen, je to odlična prilika, da lahko pridete tudi do seksa. Moja 12. ideja je ideja, ki jo prav tako priporoča ogromno seksologov in sicer gre za to, da plešite. Ples je pač nekaj, kar res povezuje ljudi, lahko je zelo seksi, lahko plešete skupaj, lahko greste na plesni tečaj, kakorkoli že ples res povezuje ljudi, lahko to delate doma, lahko pa tudi ti plešeš sama za njega in mu pustiš, da uživa v razgledu. Zakaj pa ne? 13. ideja je prav tako ena izmed mojih najljubših in sicer gre za to, da skupaj rišete oziroma fotografirate. Zdaj,
Mogoče je to malo slab čas za to idejo, ampak ne vem, če se spomniš v filmu Titanic, ko je Jack risal Rose. Pač to je bil za njih zelo intimen trenutek in zakaj tega ne bi počela sama. Tudi, če nimata nobenega talenta, je vedno ustvarjanje, risanje in fotografiranje tvojega partnerja lahko zelo, zelo intimna stvar. In prepričana sem, da občudujemo svojo boljšo polovico, tako da je pač razgled odličen za nas in za njih, ki vidijo, kako jih občudujemo. Zdaj, dejansko lahko sama tudi naredite boudoir fotografiranje, jaz tega ne znam izgovoriti, ampak tisto nago fotografiranje, lahko probate to, lahko ustvarite nek svoj majhen koledarček, ki ga imate samo vidva. Mislim, da je v glavnem risanje, gledanje, fotografiranje golih teles en odličen način, da strast združita z neke vrste umetnostjo. In kaj veš, mogoče pa imaš nek skriti talent, za katerega nisi vedel oziroma vedela. 14. ideja za zmenek je dejansko namenjena parom, ki so skupaj že nekaj več časa in se mi zdi zelo, zelo pomembna. In sicer gre za to, da podoživite svoj prvi zmenek. Torej, karkoli sta počela na prvem zmenku, to podoživite še enkrat. Pojdite na isti kraj, probajte si pogledati isti film, kakorkoli že, to lahko res vrne iskrico, vrne lepe spomine in vaju poveže. 15. ideja, pri tej vam lahko pomaga svet užitka. In sicer veliko strokovnjakov je dejansko reklo, da probajte skupaj afrodizijak. Pač afrodizijakov ni malo, lahko zbirate med več različnimi afrodizijaki in pač zakaj ne bi eno noč poskusila, kako slednji delujejo na vas. To zna biti odlična popestritev. 16. ideja, ki jo seksologi priporočajo in sem jo videla dejansko v več člankih, me je dejansko malce presenetila. In sicer gre za to, da zelo priporočajo, da se skupaj odpravite s svojim partnerjem v sobo pobega. Nekako tako kot pri kuhanju, morate pri reševanju sobe pobega sodelovati, komunicirati, skupaj reševati težave in tako dalje, kar vam bo definitivno, mogoče to ni najbolj seksi ideja, ampak definitivno vam bo dala priložnost, da se spet povežete, da se poslušate, mogoče nasmejete, mogoče skupaj ustrašite, če greste v strašno sobo pobega. Tako da to je pač bila ideja, na katero jaz sama nisem pomislila, ampak je dejansko zelo, zelo uporabna. Naj vas še opozorim, da v sobah pobegah snemajo, ker vam pač morajo pomagati, če ne znate priti ven. Tako da tam mislim, da seks rajši pustite za doma ali pa vsaj za v avtu. In zadnja ideja za pare, ki se je meni zdela zanimiva, je ta, da skupaj najdeta streho. Torej, najta nek lep razgled, neko visoko stavbo, kamor boste šla gledati zvezde, morda kaj izpila, morda dala dekico in naredila piknik kar tam. Pejte nekam na visoko, uživajte v razgledu, občudujte mesto, naravo, karkoli, kjerkoli sta. Na obali temu pravimo razgledne točke oziroma vište, tako da to je vedno priporočeno. Tako da ja, strehe so bile tudi nekaj, kar mogoče ne delaš vsak dan in bi znalo popestriti dogajanje. Evo, in že sem prišla čez ideje za pare, ker nisem hodila dolgo veziti. Sem pa na začetku epizode omenjala, da so zelo pomembni tudi zmenki, na katere pelješ samega oziroma samo sebe. Zdaj, ne bom posebej poudarjala, zakaj je to dobro in pametno, ampak mislim, da se bojo razlogi razumeli, ko grem čez nekaj idej. In prosim, vzemite si čas. Na zmenek lahko sam sebe pelje tako tisti, ki je v paru oziroma v nekem razmerju, kot tisti, ki je samski. Ker če si v paru, se zelo težje dogovoriš, kdaj in kako in zakaj in uskladiš in potem ta čas zase, ki ga preživiš sam s sabo, nekako odlašaš. Tako da jaz solo zmenke oziroma zmenke, na katere pelješ samega sebe, izredno priporočam. Zdaj, prvi nasvet bi bil odklopi se. Karkoli se odločiš delati, karkoli je tvoja stvar, karkoli si želiš početi tisti dan, najbolj priporočam to, da se popolnoma odklopiš. Priporočam ti to, da s sabo ne vzameš telefona in da bližnjim poveš, da res rabiš samo nekaj prostora in tako ne boš imela nekih distrakcij zunaj, ampak se boš res posvetila samo sebi. Tako da nek enodnevni izlet ali karkoli bi rada že počel, pusti telefon doma, povej ostalim, da te ne bo in vse bo ok. In to je res najboljši način, da se odklopiš. Moj drugi nasvet je poskrbi za ambient. Tako kot sem prej omenjala skupno banjo, se mi zdi še mogoče malo lepša misel, ko to narediš sam.
Kdaj si nazadnje sama doma naredila najlepše vzdušje, prižgala kakšno svečko, če ti je to všeč, prižgala dišečo palčko, morda kupila novo plato in jo prižgala in uživala, ne vem, v džezu, v soulu, karkoli že, karkoli ti je všeč in se pač začela namakati, jedla sadje in pila šampanjec. Vem, da zveni kliše, ampak to še nikoli v življenju po mojem ni nobenemu škodilo. In se mi zdi, da ta ambient samo zase je res lahko ena najboljših idej, najboljših stvari, ki jo človek lahko naredi sam zase. Ko sem omenila pač tisto risanje in fotografiranje, če si že doma in če si že naredil odličen ambient, zakaj pač ne bi samega sebe narisala, fotografirala, postavila ogledalo, bodi ustvarjalna. Slike, ki jih boš imela svojega telesa, to zdaj govorim bolj ženskam. Vem, da pride obdobje, ko si vedno mislimo, da smo predebele ali da imamo preveč celulita ali kakorkoli že. Pač zdaj je dan v življenju, ko si najmlajša. In če pri 60 letih bo tudi to telo, ki ga imaš zdaj, en odličen spomin na to, kar je zmoglo in kako lepo je izgledalo, ne da takrat ne bo, se bo pa bistveno spremenilo. In bo pač, se mi zdi, da en odličen spomin in vsi, ki imajo izkušnje s takim fotografiranjem, so to neizmerno pohvalili, odlično za samozavest. Tako da lahko se pač prijaviš na dejansko fotografiranje, lahko pa to probaš narediti doma in imaš spomin in ugotoviš, da dejansko tvoje telo je točno takšno, kot mora biti. Tako da to jaz zelo, zelo priporočam. Moja tretji nasvet, dajmo tako reči, je tak, ki ga je sicer ful lažje reči, kot narediti v resnici, in to je, da se sprostiš. Sprostiti se je res težje, tako kot je lažje reči, ampak jaz vam zelo priporočam, da se probate vpisati na kakšno meditacijo, jogo, lahko doma probaš kakšne vaje za dihanje, lahko poslušaš zvoke, ki te sprostijo, lahko pač se odpelješ na masažo, greš v spa. In hvala Bogu, ker je to svet užitka skoraj sigurno, in če nimaš si ga kupi, imaš doma masažni vibrator. Masažni vibrator ne rabi biti vedno namenjen samo masturbaciji, pač dejansko so v prvi vrsti bili narejeni za masažo telesa. Tako da tudi doma si lahko privoščiš sprostitev, lahko se vpišeš na kak tečaj, na katerem še nisi bil in dejansko probaš doseči mir in zen. Moj četrti nasvet je, da si kupiš nekaj lepega. Pri temu ni treba pretiravati in vsi te izmenki ne rabijo biti dragi, ker vem, da se bojo pol dogajali manj. Kupi si rožico, kupi si čokolado, pelji se na sladoled, pač karkoli ti je všeč, malček se razvajaj in sama veš, kaj ti je všeč, sam veš, kaj ti je. Nekaj, kar te res nasmeji, razveseli in to res ne rabi biti draga stvar. Zdravilišča. Zdaj, kot sem že omenila, da se ta mini spa lahko naredi doma, lahko se dejansko tudi sam odpraviš nekam v terme, če imaš za to čas in finance. Lahko pa tudi doma pogledaš, kako se izdela mogoče kakšna krema za obraz, krema za telo, peeling, kakorkoli že. Naredi doma svoje majhno zdravilišče, naredi si kakšen zanimiv čaj, kakorkoli že, tako da to je res ideja, ki je za vse. 6. nasvet je, sama veš, kaj so tvoje najljubše stvari oziroma sam veš, kaj najraje počneš. Torej, če je to branje knjig, beri. Če je to gledanje trapastih serij, pač počni to. Če so to sprehodi, kolesarjenje, karkoli že, to je to, kar boš ta dan počel in se ne rabiš prilagajati nobenemu, tudi če so to pijane karaoke doma ali kakorkoli že, sam si, noben te ne bo obsojal, točno to počni, z nobenim se ne rabiš prilagajati, tako da. In tudi stvari, ki jih je vedno lepše delati v dvoje, enkrat toliko narediti sam, je lahko še bolj izpopolnjujoče. Stvar, ki jo priporoča veliko znanstvenikov, je tudi to, da pišeš. Torej, ko že imaš čas zase, je mogoče super, da začneš pisati. Piši o čemarkoli. Lahko pišeš o ljudeh, ki si jih že spoznal, krajih, ki jih želiš obiskati, svojih mislih, svojih ciljih, svojih načrtih. Pač pisanje je res način, da smo v stiku sami s sabo in da poslušamo svoje misli in se jih dobro zavedamo, in da ne pustimo, da nam samo letijo okoli, kot nam v tem času, ko imamo res preveč stvari, dejansko lahko včasih samo spolzijo iz rok. In za konec lahko počneš še dejansko milijon drugih stvari, pač karkoli ti je všeč. Pejdi si po novo plato, pejdi v muzej, pejdi v gledališče, verjetno je minilo že dosti časa, odkar si bil nazadnje. Vpiši se na delavnico, čeprav izgleda trapasto, probaj doma kaj ustvarjati, gledaj filme, karkoli ti je všeč, išči nove barčke v svojem mestu, probaj najti nove kotičke, ki jih še ne poznaš, probaj govoriti z neznancem v bar, karkoli si zamisliš, vse lahko počneš. In še enkrat, idej za zmenke in solo zmenke je na internetu ogromno. Jaz sem tle izpostavila te, ki se mi zdijo
povezane z intimom, odnosom, razvijanjem tega odnosa in ki morda celo vodijo v seks, ampak zato je bolj epizoda številka 6, kot sem že povedala. In tle sem izpostavila te, ki so mogoče meni zanimivi oziroma ki jih znanstveniki res veliko oziroma psihologi res zelo priporočajo. Ne bom pa zaključila te epizode, da povem, da je čudovita ideja za solo zmenek masturbacija. Pač svoje telo je treba razvajati tudi na ta način. Slišala sem za date idea oziroma idejo za zmenek, ko grejo pari v sex shop in en drugemu zberijo igračko in tako dalje. To lahko narediš tudi sam, sama. Zberi nekaj, probaj nekaj. Moški imate tenge, ki so res poceni in je res neka zanimiva izkušnja. Ženske tudi dobimo milijon igračk po normalni ceni. Pravim, za vse te zmenke ni treba pretiravati s ceno ali bilo čim, ampak se da narediti samo s tem, da si vzameš čas in da si prisoten s sabo, s svojimi mislimi in s svojim partnerjem. Ok, to je to. To je bila epizoda 9. Naslednja epizoda bo 10. in bom govorila o analnem seksu, ker ne vem, zakaj sem čakala 10 epizod, da govorim o temu. Tako da ja, upam, da vam je bilo to všeč. Če imate kakršnokoli vprašanje z bilo čim, nam seveda lahko napišete. In to je to. Se vidimo čez 2 tedna v epizodi številka 10. Čau, čau, čau!